Ljudje in ljudine, poslušate 82. epizodo oziroma 26. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, okrepljeni z boksom, odganjamo demone, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo! In moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat znova z gostom. Drugič, prvič sicer preko spleta, na zadnje smo ga namreč videli v živo z njim in z občinstvom istočasno. Z nami je namreč Roman Vučajnk, kot sem ga predstavil že zadnjič, prevajalec, srednjevekovec, mečevalec. Pozdravljen, Roman. Pozdravljeni. Kako si ti, kako preživljaš karanteno? Evo, prvi rojstni dan karantene, tortice nismo delali, svečk nismo upihovali, ampak evo, hvala lepa za povabilo, fino je biti spet z vami. Na K je zadnjič kinoteka, ne? Kinoteka, jaz sem že pozabil, no zdaj pa karantena. Ja, Roman je bil z nami, to bo zanimalo tiste, ki imate radi številke, vemo, da tudi taki nas poslušate. Točno polovico epizod nazaj, kar pomeni, da je bil gost v 41. epizodi in zdaj v 82. To epizodo smo posneli lani v kinoteki v živo o filmu Ženska Sokol. Trenutno pa mi žal ne pogrešamo samo epizodo živo, ampak pogrešamo tudi take, ki smo jih lahko snemali v istem prostoru in upamo, da se seveda k temu kmalu vrnemo. 82. epizoda je torej 26. special iz karantene, namenjene našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo lajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci zdravi, ljubljeni in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti, oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogubne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se dnevno izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo govorili o španski, misteriozni, grozljivi seriji Treinta Monedas ali 30 Coins oziroma 30 srebrnikov, kot smo mi to prevedli, 30 šeklov bo hotel biti, da je, ampak ostanemo pri srebrnikih, ki jo lahko obodete na HBO, kjer je od 29. novembra lani. Prva sezona šteje samo 8 epizod in če torej serije še niste gledali, pa bi jo pogledali, potem za vas velja standardno opozorilo, da ta epizoda bo vsebovala kvarnike in če bi jo pogledali brez kvarnikov, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Mi vas bomo počakali. Če pa ste serijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati, bi se pa kakšno uro kratkočasili, se nam pa le pridružite. Maestro, zaigraj eno svetopisemsko. Lord, se je, se imamo. Ja, se je tako, ba. Ja, Samo govorimo komodo Lord. Lord reče. Ajo, to sploh jaz nisem skužil, sem več mislil, da pa ček. Jesus Christ, po 82 epizodah, stari. Živijo, skratka, to je bil naš intro, mi smo nazaj, tema je 30 srebrnikov, gosta imamo, z nami je Roman, spet, kot sem že rekel, po točno polovici epizod, kar smo super naplanirali, čeprav nismo planirali nič, v resnici natančno. Tale epizoda bi mogla biti 30, ampak ker smo mi letos toliko podivjali, prejšnji teden je minilo točno 1 leto, odkar smo se umaknili v karanteno in odkar skoraj razen seveda s poletnim premorom in po poletju smo nekaj časa snimali v živo, takrat smo bili na 2 tedna, sicer pa zdaj že kar nekaj časa smo z vami tedensko in upamo, da ste tega veseli, vsaj toliko, kot smo mi utrujeni. Skratka, 30 srebrnikov, prva sezona, najdete jo na HBO Go,
lani novembra prišla ven, ustvarjalec in režiser, pa tudi soscenarist je Alex de la Iglesia, ki ga poznamo po žalostni baladi za trobento, ki je bila v Kinodvoru, mogoče je kdo gledal The Oxford Murders, ena taka žanrska stvar, potem je tudi El Dia de la Bestia, jaz upam, da se to tako rima, kot sem jaz povedal, iz leta 95, pa 2017 je naredil Bar, ki je tudi bil pri nas v Kinodvoru, sicer pa je posnel tudi dokumentarec o Lionelu Messiju leta 2014. Napisal je pa 30 srebrnikov skupaj s svojim stalnim sodelavcem Jorgejem Guerrica Echevarrijo. Upam, da sem to prav prebral, ki je med drugim, mislim, da dobil njihovega Cezarja, ali kaj že imajo Španci, za film Zelda 211. Igor je tukaj spodaj, domnevam, da je to bil Igor, napisal, da sta Moja divja noč in Bar bili tudi uspešnice na Lifu. Igor, a si ti to gledal? Ja, jaz sem velik fan Alexa de la Iglesia, predvsem zaradi teh dveh filmov, ki ima en divji občutek za ritem pa prostor. In za razliko od te serije sta ta dva filma dost bolj minimalistična. Moja divja noč se dogaja večinoma v enem prostoru na snemanju novoletne oddaje. Bar pa se dogaja v baru, kjer probajo ljudje iti ven, pa jih nenadoma snajper zunaj strelja in potem je zadaj bistveno več. V glavnem taki filmi, ki postopoma te noč spuščajo v svet in ti ga razkrivajo in vmes poznavaš neverjetno take plastične žive like in noro, smešno je dostkrat ali pa pač tudi grozljivo, odvisno od žanra, ki ga ubere. Se pravi, da je bar ena taka obratna karantena, skratka, mi ne smemo v bar, oni ne smejo ven, pa posod neki grozi, neka smrt zunaj. To se mi zdi kar okej. A tega pa nisi gledal, kaj že, ker ta je bil tudi kar precej znan, žalostna balada za trobento. Ne, te pa nisem še vtegnil, imam na čakanju, ampak sem se prej odločil to serijo pogledati, tako da o tem pa bomo še kaj rekli, ne? Ja, jaz mislim, da smo se zato tukaj izbrali. Drugače v glavnih vlogah, da mogoče gremo čist na hitro skozi, ker jaz ne vem, v resnici pa zdaj nočem podcenjevati poslušalce, ampak seveda gre za španske igralce, jaz ne vem, koliko v resnici poznate, poznamo vse to skupaj, jaz sem tako nekaj z ene stvari že slišal, skratka Edward Fernandez, ki igra padreta Manuela Vergaro, je zelo znan, igral je tudi v enem takem komercialnem, malo bolj filmu, Ala Triste iz 2006, pa El Metodo, pa Todos los Saben, sta bila kar znana španska filma, tudi pobrala neki nagrad. Drugače pa ste ga nazadnje gledali tudi, mislim, da je na Netflixu celo ta serija La Zona iz 2017-2018. Jaz sem nekaj slišal za njo, da naj ne bila slaba in mogoče se potem, ker mi je igralec bil kar všeč, se mogoče lotim tega kdaj v prihodnosti. Drugače Megan Montaner je Elena, zelo je znana po telenoveli El Secreto de Puente Viejo, ki je od 2011 do 2020, jaz mislim, da so jo trenutno prekinili ali pa ukinili zaradi karantene, nabrala pa je 1500 epizod vmes, tako da skratka zelo produktivna serija. Drugače potem še Miguel Angel Silvestre kot Paco, ki ga pa poznamo iz Sense8, jaz tega priznam, da nikoli nisem gledal, pa iz Narcosov, ta prve serije je bil, zdaj bo pa v novi seriji igral Sky Rojo, ki je serija producentov, no kaj že te bančne zadeve, ker ropajo banko, ali noben tega ni gledal, kako smo mi? Casa del Papel. Ja, Casa del Papel, tako, hvala to. Ja. In pa potem je tukaj še Macarena Gomez kot Merče, ki pa igra v sitcomu La Quese Avecina, domnevam, da se to tako, jaz to vse zelo ugibam, kako se to prebere, tako da se prevečujem vsem. Je pa to kar, tale Macarena je pa drugače kar ena ikona grozljivke španske, ker ima tako pejte pogledati na IMDb, ima tako enih 100 zadetkov in baje je tega, ne vem, vsaj 80% so grozljivke, tako da zgleda, da je tudi
v seriji iz nekega razloga pač noter. No? Tako da mislim, razen tega, da je dobra igralka, valjda. Skratka, to je to. Aha, Igor, ja. Njena najbolj znana vloga je v filmu, kjer ima glavno vlogo Sexy Killer. In to je tudi ime njenega lika, Barbara, Sexy Killer. Drugače pa piše se Sexy Killer, to se sliši zelo Tarantinovsko. se zelo tako deluje. Drugače pa Miguel Angel Silvestre je v Sloveniji popularen tudi, ker je na nacionalki serija Velvet, modna hiša Velvet, kjer igra eno od glavnih vlog. Pa, kot si omenil, nisi gledal Sense8, ti jo priporočam in priporočam vsem, ki se jim je zdelo, da je Paco bil premalo krat zgoraj brez. Bodo vse jaz definitivno mislim, da je bil premalo krat zgoraj brez, posebej, ker izgledalo ful vroče v tej pokrajini. Mislim, pa s peklenskimi biti je vedno vroče, ni tako? Ja, skratka, to so bili ti neki podatki, ki je fino, no, super, hvala Igor, da si mi pomagal s tem, kje je kdo, kje je po televiziji, ker jaz to priznam, da včasih imam kar težave, ko si iščem te, ker na IMDb vidim njihove najbolj popularne filme in pol čekiram in 3/4 nič ne poznam in je fino, no, da imamo Igorja tukaj, da malo z rokava strese, kje se kdo pojavlja. Skratka, govorili bomo o seriji, zdaj sem pa pozabil, kako se to špansko prebere, zato bom rekel 30 srebrnikov in gre za kar nenavadno serijo, ki nam bojo Igor zdaj tudi mal obnovil, ali kako bi človek rekel, skratka, kaj smo videli v prvi sezoni, kajti zaenkrat pač je to samo še prva sezona, domnevam, da pač načrtujejo naprej. Igor? Zdaj, če načrtujejo naprej, še ne vemo, ker HBO Europe pravi 1 leto nekje po seriji, da se odloči, če bi delal še eno sezono. Nedavno so ravno tele Beforeigner se napovedali drugo sezono, pa je pač že več kot 1 leto pa pol minilo od prve. No, skratka, zaenkrat imamo to 30 kovancev naslovnih, je 30 srebrnikov, ki jih je Judež dobil plačane za to, da je izdal Jezusa, in tale McGuffin je prinese ful moč in oblast in se cel cajt ganjajo za tistim enim, ki jim še fali, čeprav vsake toliko še vidimo na začetku kot nek cold open, kak najdejo kakega starega na kak brutalen način. Skratka, tale en kovanec ima en duhovnik v nekem manjšem kraju v Španiji, ki je bil v zaporu in je bokser in se želi boriti proti demonom, in potem sta še zraven župan in veterinarka, ki jo spoznamo, ko bi naj pomagala pri kotitvi teleta, pa namesto teleta pride ven dojenček. In takoj postane jasno, da pač shit's gonna get weird, ne? In it does. Potem pač iz ene serije vseeno epizodična, čeprav imaš pač tale lok, da tale kovanic iščejo in tele demonski služabniki, kardinali ali kakorkoli bi rekel, pač zbirajo vse skupaj. Drugače pa imaš pač posamezne primere, kot tale Spider Baby v prvem delu in pač, ne vem, neke različne pošasti, različne dogodki v vsaki epizodi. In potem na koncu je velik finale, ki je dost grandiozen in krvav. In potem navidezno zaključijo, ampak pustijo odprto, tako da bi lahko se bitka nadaljevala na nek način tudi v še eni sezoni. Ne? Zdaj pa Roman je napisal 1 milijon stvari, ampak in nas ful zanima vse, kar imaš zapovedati, ker tole, kar si napisal tole v te naše zapiske, je fascinantno. Imam pa najprej eno vprašanje, ki je povezano z naslovom, in to je 30 kovancev.
30 monedas, uporabljeno tudi v angleščini coins, zakaj ne srebrnikov, pieces of silver, ker sem šel pogledati, tudi v španščini je neka druga beseda, ne monedas, za te judeže v plačilo. Imate vidva idejo, oziroma Roman, bi kar ti? Pač hvala, to je zdaj, jaz sem tam noter v zapiske pač dejansko pisal, karkoli me je na pamet padlo, ko sem gledal to serijo, ne. In zato, ker je taka, da se noter zadira in v zgodovino in v te neke para zadeve in ima nekega to smisla, čeprav je se skupaj zapakirano en tak en tak action dogajanje. Ja, za teh 30, ne, to je dobra stvar. Zdaj, ali moneda samo zato, ker je dejansko kovanc in da ni kakih drugih stvari, pa jim je najbolj pasalo, ali ne vem, so prodajniki se tako spomnili, da 30 monedas, 30 monedas bolj paše ali pa ne. Čeprav je res, da se za te judeževe se zmeri ve, da je srebro tisto, ne. Tle sploh ni nekih dvomov, ne. In zanimivo je tudi to, da še danes po tolkem času, pa je toliko povedano, jer recimo se še celo ne zna točno s prstom pokazati, kaj za ena valuta je bila to, ne. Ker ali je bil, pravijo, da najbolj verjetno so bili ti srebrniki iz Tira, ki so imeli najvišjo vsebnost srebra in so jih kot take v templju sprejemali, ne. To je ta v bistvu glavna stvar, da v templju, kjer se je plačevalo tam si v bistvu s srebrom kupil žrtveno jagnje oziroma žival, ki so potem v tvojem imenu tam žrtvovali svečeniki. No, skratka, da so sprejemali te kovance iz Tira, ki so imeli največjo vsebnost srebra. Meni je bilo to zelo okej, da niso dali kakih rimskih kovancov noter, ker to bi bilo praktično nonsens, ne. Zakaj bi, ne, z okupatorskimi Reichsmarkami tam neki plačevali pa pol ljudežu dajali pa take stvari, ne. Tako da to zdaj tega vprašanja, da mogoče nisem zdaj ponudil nekega konkretnega odgovora, ampak je ena taka podzgodbica, je ena taka napeto, zakaj ravno ta moneda, zakaj ne vem, plata in ne vem kaj, srebro in ne vem kaj gor dol. Sem pa tam samo omenil, ne, da tisto, kar je pa meni bilo všeč, je to, da so se izognili ustvarjalci te serije, da so se izognili tem enem brezveznem poudarku ali pa da bi gledalcu neki vlekli pozorno stran, da tisti, ki so honorar dali ljudežu, so bili dejansko tempeljski duhovniki, ne, svečeniki, Kajfa, kot veliki svečenik. Tle so bi rekli, da Rimljani ne to naredijo, vi ste bad boys, v špici je vse povedano in mi je to cool, moram reči, ne, da gledalec ve, zakaj se gre, toliko zgodbe v judežu vsi poznajo, vejo, da kaj se pol z judežem zgodi in to je to, ne, mislim. Pa še takega solutionga zbrali, tako da v filmu, v seriji, ko ga vidimo, ta kovanc, ali pa te kovance vidimo takoj, ne, po tistem portretu gor, to je to, ne moreš valiti, niso neki šilingi, talari, kar češ imeti drugega, ne, tako, no. Ja, okej. Jaz sem mogoče eno razliko videl, ker ne vem, če meni nekdo srebro omeni, mogoče to zdaj moderna hiba, ne, ampak da že to nek dekor, nakit, nekaj, kar je malo kičasto, no, veš, ali je to ne vem, prstan, whatever, ne. Medtem ko coin je pa takoj neka izmenjava, ne, torej valuta, neko poplačilo se gre, ne. Jaz imam takoj to asociacijo, ne, da se v bistvu Ni tako preprosto v drugih jezikih, recimo v angleščini je prav pieces of silver, ne? Prav ta fraza pomeni in oni imajo en kup izrazov za denar, ki so dosti specifični in nikoli ne moreš pomešati z nakitom, pa mislim, da v španščini tudi imaš dosti bolj specifično ločeno te izraze, prav druge besede za to, no. Ja, mislim, to se mi ta izmenjava poplačila, ne, mi bolj paše na monedas, ne, kot pa coins ali pa srebrnik, ker tudi serija ima noter en koncept, da se v bistvu s temi srebrniki, torej coinsi, neki pridobi, ne, ali oblast, ali pošast, ali dobro, ali zlo, skratka vedno se neka izmenjava zgodi, bolj kot pa pač srebro, ki ga jaz zdaj pač asociiram z dekorjem, ne, pač zato iz tega stališča gledam. Jaz ponovadi sicer srebro bolj
Asociiram z vokodlaki, Okay. z dekorjem in mogoče bi me to pač, kako lahko demon drži srebro, pač ne more demon, mislim, ker je blizu vokodlaku ali kaj, ne vem zakaj. Skratka. Ja, kot je Igor rekel, pač stvari grejo kar v čudne vode in tako. Dajmo pač prvi krok, mogoče spet koliko ponavadi, kaj se vam je pri seriji pač najbolj dopadlo, ne? Kaj je bilo tisto, zaradi česar bi jo priporočili gledalcu, pa je to za začetek, pač to bomo v kakšnih negativnih, pa seveda podrobnosti pozneje, ampak zdaj za začetek, pač kaj mislite, s čim lahko ta serija nagovori gledalca, ki vendarle pač rečemo, ne, da se slovenski gledalec tudi tako, ker globalni gledalec pač redkeje posega po evropskih recimo produkcijah, bolj posega po ameriških, tukaj pa imamo pač eno špansko produkcijo, tudi mogoče kaj zaradi česa je spet ta španska produkcija, v čem se vidi ta evropskost, španskost te produkcije, skratka en takle, pa mogoče kar Roman bomo s tabo začeli, ker si seveda gost. Kaj je tebe najbolj prepričalo pri tej seriji, zaradi česa bi jo priporočil neznanemu mimoidočemu ob 10 zvečer, recimo. Na vaški cesti, ne? Tako, na vaški cesti, ko sta seveda čisto sama in je popolna tišina in tema. Tako, in rečem, posluš, tle imam nekaj zapovedati, tam je bila ena krava in iz nje se je povrgla enega otroka, ki potem v 2 dneh zraste v pošast, ne? Ja, to je tak en dober začetek pogovora in mislim, da bi lahko vodil krasno prijateljstvo v kakšni ustanovi. Ja, nikoli ne veš. Ne, ampak jaz mislim, da je že sama premisa, ne, že sama zgodba, ubadanje z nekim zlom v ta demonskost, ne, demonsko zla, se mi zdi, da je zmeraj ena taka privlačnost, ki je skozi modi, ne, tako kot mornarske majice, se mi zdi, ali pa džins. Malo bolj, malo manj, eni ja, eni ne, ampak skozi je lahko nekako zraven. Druga stvar je zato, ker je serija se meni zdi narejena tudi taka precej egzotična, da zmeri ponuja neke nastavke, o katerih smo že slišali, pa približno nekaj vemo, ni čista neznanka, hkrati nam podpre neke tokove narativne, neko fantazijo, pa hkrati ena taka zanimivost, en pasatiempo, da si za prosti čas lahko zapolnimo, hkrati nam pa tudi mogoče ostane kak razmislek. Potem jaz mislim, da bomo kasneje omenili tudi kako igro, ki tudi ni bila tako zelo slaba, ne? So vseeno tu eni veterani španskega filma, španskega videa, in ki so svoje doprinesli, absolutno. Drugače to, no, pa tu, zdaj pa, kolikor je kdo od gledalcev nekako naravnan k tem hororjem ali pa k takim načinom, ne. Mislim, da je celo nekdo napisal tu v zapiske, ne, da to je neke sorte taka, kar en tak zbirka, ne, znanih in simbolov in nekih izkušenj filmskih in da je antološko, ne, malo. Pa se tu mogoče lahko kaj prepozna. Ravno tukaj mene je spomnilo ta rojstvo, no, da pač iz krave pride človek ven, to je iz filma The Omen, me je to takoj spomnilo na tisto, sam tam je bila pač druga žival v igri, in takoj se mi zdelo, s tem otrokom pa nekaj bo zdaj, ne vem, če bo rato ravno ambasador v Španiji, ampak tam kak drug pedigre raviš, ne, kravi, ne, za kako tako stvar, ampak že tako je bilo to, ne, in všeč mi je bilo tudi to, da že tako na začetku so kar malo pokazali neki višji nivo, ki ga zahtevajo od gledalca. Kaj se jim všeč mi je bilo, da ta na hitro, ta Padre Vergara, ne, da kar tako malo, kar odbijajoče deluje, kar nekako proba razumsko pojasniti, čakaj malo, ne, se vidiš, da je v bistvu tam se nekaj zgodilo in tisti, ki je snemal to, ne, je v bistvu obrnil kamero stran in ni posnel in so tam zamenjali eni in je tako take ene ponuje, ene take zelo zanimive rešitve, zakaj se tam ravno tam en dojenček, novorojenček znajde, ne, gremo poiskat punco, ki je glihkar. Mislim, skratka, tu se mi zdi, da so take eni nastavki za gledalčevo pozornost.
potem pa mislim to, ne, da pač če že ustrajaš toliko časa, dobiš ene lušne posnetke Trnjave San Angelo, ki si sicer je svoje mislim o tem. Bomo tudi to rekli, mislim, vsi satanisti v Italiji se glih tam znajdejo, ne. Pa sem čakal, kdaj bo kak Dan Brown ven pokukal iz vogala, ali pa vsaj Tom Hanks. Pa tudi tega se vidi, pa ne vem, tisto malo, ne morem reči ravno španske pokrajine, ker je ne vidimo toliko, ne, ampak je pa posneto v mestecu Pedraza in je lušno za pogledati tudi to. Tako da skratka, mislim, da ta en prva privlačnost, ta prvi korak, da je za gledalca, ki ravno mogoče bi pa investiral svoj čas v nekaj zabavnega, ni predolgo, ni preveč zapleteno. Je pa res, da vmes si pa marsikdaj rečeš, čakajte malo, kdo je zdaj tle malo premaknjen, v dobrem in v slabem, ampak to mogoče še kaj rečemo. Okay. Hvala, Roman, kako se je vama, Mito in Igor, zdelo? Mito, ti si prvi to stvar pogledal že nekaj časa nazaj. Ja, so se ti vtisi kaj zdaj le umirili in analizirali? Mislim, kakšen detalj je mogoče zbledel, ampak široka slika je pa tako, da mi je zelo všeč produkcija pa igra, predvsem kako je, ne bi rad zdaj zapadal v neke stereotipe, ful je špansko, karkoli to pač pomeni, ne, ampak mi smo imeli ene debate. Mislim, da si že pri Lupinu porabil to karto. Ja, sem ponudil te evropske stereotipe. Pa pri Dark. Pa pri Dark, ful je nemško. Očitno si ne morem pomagati, ne, gess, ne. Meni je bilo, takoj na začetku me noter potegnila en tak zelo resen pa zrel odnos do hororja, da ni pač nek ameriški teenage high school joke, da imajo nek zrel pristop do tega, vse ful resno se vsi obnašajo, tudi ta Vergara, ne, kot nek skeptik / duhovnik, so neke taka kombinacije noter, pa malo žajfence noter, posneta v enem tako zelo zanimivem anamorfnem z varikino poblejhanem formatu, in to prvi del mi je predvsem to dal, da je v bistvu tako, cool, neka, tako smo rekli, neka horror serija, ki bo imela Monster of the Week varianto, kljub temu, da te potem toliko še zmeče not v teh 8 delih, da te kar glava peče na cajte, ker gre, se mi zdi, na določenih mestih kar v globine, ne, torej, ne vem, negacija Boga ali pa vere, oziroma kaj je tisti negativ dobrega, sicer je to za bombonček noter, ampak tak dodaja neko misel na to horror patino, s katero se obadajo. Tako da tole je bilo tisto ta prvo, kar se meni zdi, da je res na površju pozitivnega za gledalca. Okay. Vse zame. Igor, ti si tole opazil, mislim, da med nami prvi, tako da si takrat že govoril, pač, da to bomo verjetno, mislim, da bomo pogledali, no? Kako se je tebi zdelo? Ja, vizualno se mi je zadeva dosti dopadla, in budžet za efekte in podoba, in kak pač like, na kak način jih prikaže, mi je bilo zelo všeč in mislim, da v osnovi je Alex de Iglesia vedel, kaj je hotel narediti, mislim pa, da je bil obseg mogoče malo prevelik, ker ali pa premali, zdaj tako 8 delov stlačiti celo zgodbo, pa še Monster of the Week je težko na nek način, zato ker če bi bilo to bolj klasično ali na trenutke se zdi, kot da proba biti malo X-Files ali pa kaj je že bil tisti Fringe, in potem bi imeli liki malo več časa, da dihajo in se spoznajo, medtem ko furajo pač zgolj Monster of the Week, pa je potem, ne vem, 3 minute še za pač celo zgodbo, ne. Tukaj so pa hkrati mogli vključiti Monster of the Week v celo zgodbo in pač jo zaključiti znotraj vsega in vse to, in tu je bilo pol malo mesi vse skupaj, ne. Zadeva je pol hkrati ni serija, pa ni 8-urni film, ampak nekje vmes, ampak po drugi strani pa to reši z dosti inovativnimi idejami, ki pa jih
pač že to, ko se tisti dojenček na začetku rodi, je super, pa potem gre za Ouija board tudi zelo krasno skozi, ne? Potem pa se malo zacikla na koncu pri satanistih, pa pri stvarih, ki nimajo smisla. Ogledalo mi je recimo tudi bilo blazno všeč, ko grejo not. Pa včasih so bile pač te stvari malo očitne, mogoče tisto, kak prid not v ogledalo, se mi je zdelo tako, ja, ok, probaj premakniti knjigo. Tako je, jaz bi to prva stvar, ki bi jo probal, oni pa tak tretji dan to ugotovijo, kaj če bi to probali, ne. Niso gledali toliko filmov kot ti, Igor, kaj ste? To je tudi res, ne. In tudi zelo lušno mi je bilo, kak Pako pa Elena pa pač tudi Vergara vzpostavijo, ja, mi moramo braniti mesto, ker smo župan, veterinarka in župnik. Tak, malo random poklic za to, da počnemo. Kako random? Vse druge bomo zaščitili. Zdaj pa žališ. No, to meni se zdi pa to čisto taka sveta trojica vsake vaške realnosti. Ja, taka vaška Golden Trio, ne? Trio. Mislim, ona je najbolj važen človek tam, glede na to, da pač se ukvarjajo, da je to neka mesno predelovalna krajina, oziroma ki se veliko ukvarja z mesno predelavo. Tudi župan je, mislim, da lastnik mesnice. Tako in hotela in tako vada. Klavnice. Kaj pa krčmar pol? A to pa ni pomembno. To je pa res. To je druga sezona, mogoče. Ja, mogoče. Je pa res, da so se krčmari menjali. Ne? Tam je bila neka punca, ne prek študentskega dela, pol je bil un fant, pol je bil un, tako da malo so se menjali. Mislim, da so bolj ali manj v sorodu vsi tisti, ki so delali za šankom. Mislim, da. Pa kar pol vasi, po moje, tudi. Ne, je pa cool, kar se tiče gostilne, prikazan zelo en taki zdrav, tudi obče slovenski moment, da v bistvu v gostilnih se zgodijo najhujše teorije, pa največji krigi. Veš, mi to bom rekel, da se ne spomnim več, zdaj že bilo 1 leto, veš tega. Saj ta gostilna se zdaj preselila na spletje, tako da, veš, to. No, tako da te ideje malo me tako po vizualijah pa po drznosti spomnilo na film Intakto iz 2001, ki je film o sreči, torej luck v tem smislu in je tudi ima te supernatural elemente pa podobno to pokrajino, malo puščavsko, pač te vse katoliške ideje noter so bile na malo drugačen način uporabljene, ampak bi si osebno želel, da bi bilo še bolj drzno. Ne? Recimo, že od Rosemary's Baby, a res morajo biti vsi satanisti geriatriki. Ne? Mislim, se imaš tudi one mlade tam vmes, ampak ful so tak neki... Daj mi malo bolj, malo žmohta v ta satanizem, naj bojo vse malo bolj, ne vem, japi, ne japi robot, ampak prav, ne, tako Pacino v onem filmu, ki je Hudič. Malo panaš. Satanist s panašem, ok. Ampak ja, mislim, da vsak, ki pač je bil vzgajan kot katolik, kar je zelo velik del Slovencev, bi znal oceniti ful stvari v tem filmu, pa tudi vsakdo, ki je pač metalec, vsi ti narobe obrnjeni križi govorijo k srcu. No, jaz se sicer bojim, da vsak je vzgojen katolik ne pozna toliko Biblije, da bi ene te stvari znal toliko dobro ceniti, no. Mogoče, če je Dan Brown kaj bral, ampak jaz ne vem, koliko Dan Brown govori o kajnitih in podobnih sektah. Ja, no, jaz moram tudi reči, da meni je bila kar taka zanimiva. Meni je bilo pa zanimivo predvsem z tega stališča, da stvar deluje precej kot slovenski roman. Namreč v tem smislu, da zdaj ne vem, jaz sicer nisem gledal, nisem ujel, ampak če ste gledali... Zdaj, kako so že prevedli, kako so že naslovitelj film, skratka, film ali pa brali seveda knjigo, ki jo je Megla prinesla po Ferija Lajnška ali pa recimo njegove Volčje noči od Vlada Žabota, je točno ta neka scena, skratka ima župnika, za katerega nisi čisto ziher, a je še veren ali je zgubil vero ali kaj se z njim dogaja, pač ful kadi ta boksa, no, pri nas pijejo bolj kot boksajo.
in pol imaš pač to okrog njega, pa je pa v neki zakotni vasici, kjer pač ljudje niso najboljše katoliški, ampak so pogani. Tukaj sicer tega momenta toliko ni, je pa veliko tega nekega poganskega vzdušja, pač s temi kozimi glavami, satanizem dost uporablja te kvazi poganske stvari, ne? In se mi tukaj zdi, da je bilo kar neki pač zanimivih reči, pač meni so bile tiste pobite koze na koncu, pač kot da so, ali so bile ovce, domnevam, da so bile ovce, no, glede na to, da je pač jagnje božje in te pač metafore, skratka, ki so bile razpete, pa tiste lobanje po celem gor, pa muhe povsod, pa kri, pa smrad. Tist mi je bilo že kar malo mučno gledati, na koncu se mi je zdelo že res ko, pač ti satanisti res grejo all over, pač res hoče biti popolnoma drugačni, tudi po higieni, očitno. Ampak zdelo se mi je, da vseeno serija se trudi, da s temi nekimi, tako kot je Roman rekel, to sem jaz zapisal, s nekimi zelo takimi antologijskimi, pač z antologijskim pristopom k nekim monsterom, hkrati pa k temu nekemu, kot smo rekli, Omen, ne, ta otrok, ki se rodi, pač antikrist, ki se rodi iz živali, pa potem, kaj še imamo, to magično gledalo, recimo, pa doppelganger, ki je neke vrste golem, ki ga čarovnica vodi. Pač to so take zelo pravlične, mitološke stvari, ki pa jih jaz mislim, da kar ok prenovil in izpelal. Predvsem pa jaz moram reči, da meni je bila kamera zelo zanimiva, no? Da mi je res bila ta neka res slika z nenavadnimi barvami, no? Ki se mi je zdela zelo tako posebna in nenavadna in tako. In pa naspidirano, no? Meni je bilo tako, na začetku mi je bilo res rabo nekaj cajt, da sem se navadil, ker prvi del je res tako, bam se rodi ta otrok, bam spoznamo župnika, bam spoznamo vse glavne like, bam ta dojenček, ta prizor, drugače meni še vedno najbolj grozen in spet smo pri teh otrocih v hororju, ne? Ta gromozanski dojenček, to je bilo samo to, pol kot pajek mi je bil ljubši, skledom je čisto okej. Ampak ko je bil tisti ogromen dojenček, ko ona pride, pa se tako iz teme, iz sence ven pojavi in tako kome hodi, ker tista njegova glava je toliko prevelika za tisto za telo. Mene je bilo to toliko creepy, da res, mislim, vsi ostali demoni mi niso bili toliko kot tisto. No, pa seveda, una, ki si prereže čeljust z nožem, tist mi je tudi bilo malo tako. To je bil lepo maž Del Toro tu, no. Ja, pa Mona Lisi. Okay. En zelo dober creature design je bil, pa ta občutek za telesno nelagodje, no, tako sem izrazil. Taki organski creature so bili, niso bili taki kot alien, ampak bolj the thing, no? Bolj the thing. Ja, jaz bi celo skoraj da Cronenbergovsko se tukaj v bistvu spogledoval, ne, ker je zelo taktilne efekte sem jaz občutil. No, no ampak pri Cronenbergu tipično grejo na telo protagonista, tukaj so bili oni relativno safe, ne. Tako da si tudi kot gledalec malo bolj safe kot pri Cronenbergu. Je pa, to je tisto, kar pa naredi zadevo, recimo evropsko ali špansko, ker Američani bi to CGI-ali in to bi bil full on CGI in bi bilo boring as fuck. Tako da to se mi je zelo dopadlo. Res creature design je čist top notch, res top notch. Čeprav se mi pa mogoče zdi, da so pa res, kadar so pa uporabili ta CGI, da se pa tam mogoče malo, ne vem, so malo zmanjkalo budžet ali kaj, ampak na momente, sploh tista, kaj je bila 5. epizoda, tam, ki jih v ravno teh nekih rovih spodi pod San Angelo trnjavo, ki jih tisti creature, ki lovi Vergaro in Sandra, ki probata obežati, tam se mi je pa zdelo, ne vem, da če bi dejte malo zmanjšati te filtre, pa bo veliko, ne vem, nekdo naj luč malo ugasne, pa da bo malo pa v teme, pa bi veliko večji bil tak efekt, ker ti se mi je zdelo tako kot ena, ne vem, Wolfenstein igrca, ne, mislim. Proti koncu
Proti koncu se je zelo zdelo, da jim budžeta zmanjkuje. Najbolj se pa to videlo v Motorcadu, ko se pripeljajo vsi satanisti v črnih avtih. Sta prva dva protokolarna Mercedesa, ta tretji avto je Mercedes, ampak je že cenejši model. In potem progresivno tako padajo cene tistih avtov. Mislim, da na koncu nekje sta celo ena Kia Ceed, not pa Ford Focus, tak, kar so res že budget avti, ne? Ampak pač so črni pa spolirani. Ja, leasing si lahko očitno privoščijo samo najvišji ešaloni satanisti. Ali pa so vse fancy avte v regiji že pobrali črne. Je na hitro pršilo, veš, na hitro je pršil še en škof tam iz Novosibirska, pa ni bilo drugega kuna, Kia črna pa. To so še prej hteli reči, veš ta smrad pa krip pa tako naprej, ker očitno satanisti sami iščejo neko drugo estetiko. A misliš, da imajo satanisti tudi svojo zdravstveno inšpekcijo? Da poznajo, kao. Ja, sploh ta, kaj je Beelzebub, je verjetno kak inšpektor, ne, te on z muhami, The Lord of the Flies, ne, kar se zmeri spomnim na ono sceno iz Konstantina, ne, kaj je, pozabil sem ime tega sodelavca od Keanu Reevesa, ki tam zadaj za tistimi v keglani, ne, zadaj za tistimi mašinami, ki je in polka se začne une muhe pojavljati. To je taka scena, ki ostane, ne, in sem se na njo spomnil ravno v tem gradu in s temi zadevami, da, ja, glej, mogoče imajo tam dol nek drug higienski minimum, jaz ne vem. Ne, ampak to, kar je Aljoša rekel, zdaj sem se spomnil, ne, ta otrok, ki prehitro zraste, novorojenček, ki prehitro zraste, me je vizualno zelo spominjal na tisto sceno iz Gibsonovega Pasiona, ko dejansko se tam v množici sprehodi hudič in ima takega otroka v naročju, ne, ki pa ne veš, ali je otrok, ali je v bistvu samo pritlikavec, ali je nekaj je, ampak prav taka vizualna, zdaj sem, ta vibe sem dobil, ki je kar mal, kar mal strese človeka. Ja, kar mal neprijetno je. Ja. Drugač pa ja, imamo seveda dobimo tudi tako, pač, to pa je mogoče spet tako tipično bolj evropska pač ta ideja, dokler ni Dan Brown ukradel, skratka imamo to zaroto znotraj katoliške cerkve, kjer skratka obstajajo ti kajniti, to bo Roman več znal povedati o tem, pač meni je bilo sem tle, ker je že Igor nekaj teh stvari nakazal, pač meni so včasih ene take smešne zgodbene lukne so bile, med drugim se mi je zdela pač ta, da ona dva pogooglata pač ta Judov evangelij in odpreta PDF in naletita na točno tisti citat, ki jo zadeva v tistem trenutku in sem bil tako, če bi znal jaz tako brati knjige, bi si marsikdaj prišparal kakšno dolgo listanje in prebiranje, no, ampak kaj sem hotel reči, skratka, kaj niti, ki verjamejo, da, če sem jaz prav razumel, da je zlo del Božjega načrta in da je treba delati zlo, da si bliže Bogu ali kakorkoli. Roman, ti boš znal povedati, a je to kakorkoli zgodovinsko bazirano, oziroma a res obstaja takšna ločina verska, ali je to samo nekaj izmišljenega? Ja, začetek je v bistvu kar ta prav, ne, in dejansko tudi precej aktualen. Vse se res začne in moram tako nekako povedati za foro, da če greš res pogooglati The Gospel of Judas, res prideš do enega PDF-a, ne, in je tam prevod. Sem stvar je v tem, da se je sam original, ki so ga našli relativno pač pozno, ne, to mislim, da je 1945, da so našli ta 54, 45, ne vem, lahko da sem disleksik, ampak 4-5 je bila, ne vem, sej. Ampak hočem reči, zdaj enkrat, no. In da je bil zvezan skupaj še z ostalimi nekimi dokumenti, rokopisi, je pa zaradi vmes, ne, je taka ena zgodba, ki bi človek rekel, da je popolnoma klasična, malo Cervantesa, malo Eka, malo ne vem, ja, to je en antikvar, najdu, ki mu je en pijan prodal, pa tretjemu, pa ta 10., ampak no, v glavnem ta zgodba je, vmes se je ta Judežev evangelij tudi neki celo zgubil oziroma poniknil. Na koncu je pa National Geographic prevzel zgodbo in so pod njihovim okriljem je prišlo do tega, da so to dali ven. Se je pa vmes toliko uničil, da je veliko strani dejansko preperelih in razpadlih, tako da ni celote.
pa tudi, ko so prodajali, domnevajo, da so ti antikvari tiste strani, ki so bile bolj ohranjene, dajali na vrh. Tako da je tudi malo zmešano. Tako da je to en tak projekt skupaj sestavljati in prevajati. Se pravi, v Judeževem evangeliju dejansko piše, da je bil Judež se je najbolj približal temu razumevanju resnice, ki jo je Jezus širil od vseh ostalih apostolov, in ne bi ga Jezus pač njega poklical, vzel in mu razložil, v čem je stvar. No, in to je ta ena filozofski pristop, ki je zelo značilen za ta del vzhodnega Sredozemlja v tistem času. Namreč to gre za eno zapuščino in helenizma in judaizma, in to se stvari dogajajo. To je intelektualno brbotanje, se mi zdi dober izraz, in tu pač so pogruntali, so razmišljali v smer, zdaj, če imamo tam enega Boga, in še tukaj se navezuje na Platona in njegov, ta en demiurg, ki je stvar ustvaril vse skupaj, je polje zelo nekako tudi del tega, ne? In potem si so sistem tudi nekako pojasnjevali, zakaj Bog oziroma ta stvarnik oziroma to neko bitje tudi to dopušča. In potem so si razlagali, če je potem Jezusovo križanje moralo biti, se je zgodilo iz izdajstva in pač tega, kar je Judež naredil, se pravi, polje Judež že bil del tega načrta, in to je pa tu, kjer pridemo v to zgodbo, Lestrange Monedas, je, da potem je delati zlo enako dobro, kot delati dobro, kar je del Božjega načrta. Ne? In kdo si ti potem, da boš povedal, ali sem jaz right or wrong? Ne? In to je taka ena zanimiva stvar, kjer se zadeva potem, od tu se ta pelje in potem je ta nastavek. Da ne gre samo za neko oboževanje Satana kot nekega bitja, kot mogoče vidimo v The End of Days ali pa nekih drugih takih pristopih, kjer se pač tam eno entiteto prav Satana ali pa Luciferja, ali včasih kar mal mešajo eno in drugo dogaja, ampak da gre za prav ideološko sledenje enemu, ne vem, vesolje nazorju ali stvarstvo nazorju ali kakorkoli bi rekli temu. Ne? In to se mi zdi tako zanimivo, to je del gnoze, vsem tem eni veliki gmoti nekega pristopa k religiji, in ta Judežev evangelij je nekaj, kar je zelo moderno, in če je De la Iglesia to vzel, je to zato, ker je mogoče ravno par let nazaj potem bral, ne? In je še nekako frišno. Mogoče tudi kdo gledalcev si je zapomnil ta od National Geographica te ene prispevke in se zato lahko navezuje. Tako da ni čist neki navadna pokrif, ne, kot smo jih videli, teh apokrifov od, kaj je bil film Stigmata, ne, s Patricia Arquette, ali ne vem, je bila, ali no, glavnem, in jih imamo pa so te apokrifi, on je apokrifi, Dan Brown, ne, ta je tak najbolj frišen, pa nekako pokriva tudi eno zadevo, ne. Točno, imaš prav, tudi v Stigmati je bil apokrif, točno, zdaj se pa spomnim, zato je tudi, mogoče ne sem pa kam, Igor, ti si hotel nekaj še vprašati? Eno vprašanje imam, ki je ena logična zagata tukaj not, ne. Če oni menijo, da je delanje zla enako kot delanje dobrega in menijo, da je bil Judež najboljši izmed apostolov in da je to delal po Jezusovem naročilu, potem pridemo do tega, da Judež Jezusa ni izdal, ampak je delal to, kar moral. In potem pa hkrati rečejo, da so ti kovanci toliko mogočna relikvija, zato ker poosebljajo izdajstvo, kar je največ negativne energije, whatever. Ampak ne, če ga on ni izdal, potem ti kovanci niso predmet izdajstva. Tu se mi je potem zdelo, da se ta filozofija malo zacikla s tem, da rabijo MacGuffin, hkrati pa zanikajo njegovo vrednost. Ja, tukaj zdaj res je, ne, mislim, veliko tle je, ne samo v tej seriji, ampak tako nasploh bi človek rekel, da včasih logika je taka, ne, priložnostna tangenta, da ne bom rekel kaj več, ne. Ja, zato se pa temu reče tudi stvar vere, ne. Ampak, to je zelo taka v redu stvar, ampak to je vsaj moje mnenje, kar se tiče te serije, je to, da so to probali rešiti s tem enim upeljevanjem svobodne volje. Ne? Se pravi, da tudi, ko vidimo to rečemo demone, ali pa enega demona v podobi Angelo,
ali pa kogarkoli drugega, vidimo, da gre dejansko, se mi zdi, spopade med ljudmi samimi. Ni tam en peklenšček, ki pride, ali pa nek arhangel Mihajl, ali pa ne vem, in on zdaj tam je nek entiteta in je vojskovodje. Ne, pač ljudje se med sabo bockajo. Ne? In tukaj si jaz to tako razlagam, da pač, tako kot je Al Pacino rekel, I just set the stage. Ne? Vi se pa morate odločiti in vi morate to speljati, zato ker če vi jaz vas ne morem voditi. Ne? Jaz vas lahko sam nagovorim, skušam, veste, ideologija skušnjav in zdaj, če vi zagrabite, če ne. Pa mislim, da Milton pol tudi zastavi svojo dramo, ne? Ravno na tem bojevanje za tretjino sveta in ta tretjina so ljudje. Ne? Tako da jaz mislim, da je to, ne? Da so tle tudi to nekako dal. S tem se tudi nekako pojasnjuje mene, sicer tudi preveč take lukne v zgodbi, ne? Kot je recimo tist na koncu en ogromen demon, ki tam rasuje pol mesta, pa se pa kar umakne, pa kar gre. Pa ne vem, mislim, da so še tlakovci nazaj postavljeni, ali pa niso, se ne vemo. Ne? Ampak tako se jaz to razlagam, ne? Ta konkreten logični zdrs. Drugač pa, zakaj te 30 kovancev kot relikvija? Mogoče ravno zato, ker je ne bi se Judež pač odločil to narediti, kar spet pripelje do tega, ali svobodna volja obstaja, ne, kar je stoletna taka miselni orih. Sam en Indic je lušno rekel, tako pač poenostavljeno rekel, glej, svobodna volja si razlagam tako, ne moreš vplivati na to, kakšne karte so ti razdeljene, ampak vplivaš na to, kako špilaš s temi kartami. Ne. Pa ajde, mogoče, dobro, ne, pa si mogoče tako nekaj. Ko smo pri Indicih, mi je bilo pa zelo zanimivo končni razplet. Me je zelo spominjal na Ruždijevo knjigo Harun in morje zgodb, kjer imaš celcajt pač to epsko bitko neko med zlom in dobrim in zli celcajt gradijo svojo vojsko, oni dobri so pa tak pač malo, daj, pomože, ne, varianta. In do konca si ti prepričan, da zdaj jih bojo pa zli zmleli. Ne? Ampak v zadnjem trenutku se tile zlobni v sami bitki izkaže, da drugemu ne zaupajo in da se vsakdo na bojišču samo zaštiha tistega, ki mu je najbližje, zato da bi sam lahko par korakov napredoval. Ne? In potem oni gladko zmagajo. In tukaj isto, kako on dol pade, vsi samo skočijo na tiste kovance, vsak samo zase gleda. Prej cel cajt so gradili nek Unity, ampak kak pač ena figura vmes zmanjka, vsakdo sam na sebe gleda. Ne? In to se mi je zdelo, pa to mi je bilo všečno, ker dost bolje pač kritika kapitalizma v končni fazi. In to mi je vedno fajn, če je. Ampak tudi je ena strašljiva scena, pa ravno tu na tem, ko je ta Angelo, ne, ta demon, za katerega niti ne vemo, kaj za en demon je. Nikoli se on ne razkrije z imenom, to mi lahko samo gibamo, ne, glede na tiste simbole, ki so prekopirani iz raznih knjig. Niso kar ene čačke. No, skratka, ko on gleda tisto, in potem kar tako rezignirano, tako bi človek rekel, pa spet. No. In se usede in si polda tist hudi gor in se skozi ogledalo odpravi pa v neko drugo sceno in veš, da bo spet isto nadaljeval, sam z drugimi ljudmi, z drugimi scenami. In tista strašljivost, ki je to, da pač, v redu, ene epizode je konc. Tam dol, oni so se boje pogrizli, poklali, ne vem, svet se bo spremenil, Španija bo imela eno tektonsko razpoko več, ampak stvar se bo perpetuirala, stvar se bo nadaljevala, stvar gre naprej in nekdo ima dovolj potrpljenja, da bo to delal. Prednost večnega zla je, da si lahko privošči potrpljenje, ne? Potrpežljivost. To drugač pa in malo me je po eni strani ravno ta navezanost na relikvije mi je bila okej. Ne, da so relikvijam, ki se pojavljajo v tej seriji, dali neko, tudi eno tako funkcijo, ne samo praznoverno, ampak tudi tehnološko, ne, praktično. Ne, so kar ena taka nanotehnologija in ne vem, verjetno mogoče. Po eni strani, ne, ampak mora biti ta prave. In take, ki pa niso ta prave, pa pač, ne, kot ta Vergara, kot sem prav opazil, že v prvi epizodi, on gre mimo oltarja, se ne pokriža, ne pokloni. Ni tistega, kar bi pričakoval, da enega duhovnika sploh v eni taki, rečemo, katoliški sferi. Čeprav je tudi tle pokazano, da je Španija daleč od tega, ne, mislim, da je tudi to eno sporočilo filma, da glej, tam je to, ampak svet je šel naprej v neki drugi smeri. No, v glavnem, pomaš pa tam ene relikvije, ki so pa, ne vem, že skoraj
bojno strateško orožje. Me pa po drugi strani motilo to, da so te kovance kar mal, razumem, da so jim dali zgodbo, ker tam tisti Antonijo ne omenja, ja pa je imel, Hitler je imel ene, pa ne vem, kdo je imel tretje, pa skratka, vojne so se dogajale, dogajale so se vojne zaradi tega, ne, da se te kovanci skupaj sestavijo in pol reč pričakuješ, da bo, pol si tri, uni mitri, ne, in pol kaj se zgodi, nič, ne vem, ali mi je ekran zatrepetal, ali je dejansko neki efekt bil, ali pol pričakuješ, kaj, bo to, ne vem, Ark of Covenant iz Indiana Jones, bo tam neki ven, pa ni, ne, pa kar ni, in pol mi kaplja, okej, mogoče so te neke hude sile, pa to dejansko samo tisti vpliv na ljudi, ki so tam spodaj, ne, in tisti spodaj, ki so bili, so taki neki šminkeri, lepo so se oblekli, očale imajo gor, pijajo koktejle, ne vem kaj, ampak tako kot je Igor rekel, čim je ta glavni padel, je že drugi v vrsti, ki proba, ne, in, in pač pol grejo naprej, ne. Zakaj pa v nas... Meni se je to zdelo še, mislim, tako zelo realno, ni tako pač natakne si to gor, neka svetloba gre za trenutek, neki se posvetijo, no, to je tisti efekt, edini efekt, ki ga imajo kovanci, no bolj pa gre pa ima nek dolgočasen pač govor tam pred svojimi pač izbranci, to se mi zdi tako zelo, zelo realno, zelo politično realno, tako kot je danes, pač te stvari imajo mogoče neko, je pa res, da do tistega trenutka, ne, tako kot si ti rekel, relikvije imajo zelo tako dobesedno vrednost, ne, niso simbolne na nek tak način, ne, ampak je to, se približuje že skoraj tem nekim krščanskim idejam z začetka, kjer je pač hostija res bila Kristusovo meso, ne tako simbolno dojemana, kot je recimo danes. No, to se mi je zdelo. Tudi isto z golobom, jaz sicer ne vem, odkot Vergara kar naenkrat zna čarati, pač, ker do tistega trenutka ni nič znal, zdelo se je, da pač tudi nič noče z demoni, nič, ampak naenkrat zna čarati in tistega goloba, golobico, no, ali karkoli že je, ki ga spustijo, ki sam tisto razbije, krida gor, pač on kar ve, da bo to funkcioniralo in pol ga kar dva vodita in on vidi skozi oči goloba in vidi tisto obleko. To se mi je zdelo pač tako še kar zanimivo. Pa še seveda dvorni norček, ne smemo pozabiti, netipičen tak folklorni element je spet nek pač dvorni norček, pač nek vaški norček, no, skratka, ki ve pa sliši govore, tak mal ima ta feeling od tega, kaj je že Renfen, ali kaj je že iz Drakule, pač tako. Renford, pač ima tako... Sam je zanimivo, da ta Antonijo nič ne želi, ne. Medtem, ker Renford je hotel imeti ta eternal life, ne, in ga skozi prosjačil in moljakal in na koncu tudi izdal Drakulo, ne, zaradi tega je tukaj ne, ta v bistvu sam na glas pa se še malo nasmiha, pa skozi govori resnico. Dejansko skozi, ne, pa se mi zdi, da edini, ki so se mu posmehovali, so bili turisti. Vaščani ga vsi tolerirajo, edin dobro, če on tam sred noči, ki se je drl, prihaja, ne, so se drali, da tih bot otrokami boš zbudil, ne, ampak drugače so ga pa kar malo tako imeli za enega na pol holy hermit nekaj, ne. Ja, spet ta pač tipična legendarna funkcija vaških norcev, je točno to, da več čas govorijo resnico, ne. Kaj? Se tudi v jami živi. Tudi v jami živi, tako je. Ja, pa tudi ta je zanimivo, ne, to je pa čist tak tangent, ampak to, da se je z eno tako, da je oplazil z enima dvema takima dovtipoma, da je oplazil tudi to špansko ruralno zgodovino, ki je pač težka, ne, ta državljanska vojna in na vsake tok najdejo neka okostja, ki so tam in mislim, da pa tudi še zmeri ta ena travma, ki pač je, ne, kakorkoli pogledamo, je tam in jo je vpletel v ta folk horror, ki se mi pa zdi ena boljših značilnosti tega serije, ne. Kako je ta ena, pa se težko rečemo, je to pogansko ali kar, se ne vem, ampak je folk in iz zemlje prihaja tako, kot to strašilo, ne, ta mož od Elene, ki je mimo grede, zanimivo mi je, kako imajo te Španci iste frizure, iste face, kot v drugih serijah, ki igrajo, ne. On je ravno, sem ga videl v El Ministerio del Tiempo, kjer je igral pa Lope de Vega, ne, tega znanga španskega literata zlatega obdobja in je isti in si mislim, da čak malo, ne, mislim, da bi mu vsaj brke spremenili ali pa neki. No in mi je to bilo všeč, kako je ta ljudskost, ta ena prežetost z ljudskostjo tok močna in se mi zdi zelo taka realna, ne. To je pa tisto, kjer bi mogoče jaz ob 10 zvečer malo pospešil korak, če pride do tazga do mene, pa bi se z mano pogovarjal o ovcah in srebru.
Mito, si ti mislil kaj povedati o fotografiji te serije, ki se meni, mislim, jaz sem te vem, pač nekaj spraševal že vmes, ko sem gledal, ki mi je bila res tako nenavadna, no zakaj, mislim, barve niso bile barve neke tako zelo sprane, zelo nenavadne, zelo... Mislim, zdaj lahko se direktno navežem na to, kar je zdaj Roman rekel, na ta folk varianta, ki je v bistvu ta, rečemo, napolpuščavska španska pokrajina, je v bistvu zelo dobro izhodišče za fotografijo, ki se pritiče črno-beli sliki, ne? Kljub temu, da ni črno-bela tehnika uporabljena. Ne? Temu se reče bleach process iz filma, iz filmskih cajtov se to pozna, da so v bistvu potem, ko so posneli na trak, razvili, še en proces skozi pustili, da so v bistvu sprali barve stran, koliko toliko, s tem pa pridobili dosti večjo zrnatost pa kontrast, ne? Da se v bistvu res že skoraj da črno-belo obnaša. Ta serija je posneta na digitalen format, ampak je ta proces v postprodukciji uporabljen s tem namenom, da se tale res dobro in zelo že na vizualni ravni takoj na začetku vzpostavi. Pa potem še po vrhu smo se pogovarjali o anamorfnih lečah, ne, ki globino pa torej anamorfna leča v bistvu posname stisnjeno sliko in se potem v postprodukciji razširi. Ne. To prinese ene določene prednosti pa minuse. Prednosti so, da lahko dobiš dost širši kot, pokrajine pa mesta naprimer v kader. Minus pa je, da pridajo noter ene take napake, ene mehkobe, kakšno večno zrnatost ali pa na robovih je ful zablurano. Ne. Vse to daje vedeti, da so v bistvu producenti pa režiser plus fotograf vedeli, da želijo poudariti nadnaravnost tele zgodbe noter. Ne. To je, mislim, da od začetka bilo z fotografijo zelo dobro dano vedeti, da v bistvu se ne grejo tukaj zdaj true story ali pa nekega National Geographic fore, ampak da je pač to ena pravljica, no, oziroma nadnaravni horor. No. In ja, kar se tega tiče, se mi zdi zelo unikatno, ker proces je zakompliciran, anamorfni proces je vedno zakompliciran, ker moraš imeti leče so drage, dvojni fokus je ponavad, več ljudi rabiš, več predpriprav, produkcijsko gledano moraš imeti namerjen set design, pa art design mora biti dosti širši, ravno zaradi tega, ker leče več požira. Naprimer Ridley Scott ne mara tega z anamorfnimi lečami snemati, zato ker ve, da mora imeti dosti več v ozadju postavljenega, pač njegov budžet na začetku je bil zelo in je vedel, da pač tega ne mara. Pač je Roger Dickens isto ne, on ima rad naprimer osnovni fotografski sferičen koncept, ampak se pravim, o tem bi lahko zdaj ful. Mislim pač, point pri tem je, da so zelo premišljeno že na ravni vizuali pristopili ful konceptualno pa premišljeno in če si občutljiv za te zadeve, ti je tako jasno, kaj se grejo. No? Po vrhu pa ja, mislim, kako naj rečem, barve se mi zdijo zelo vi si ste uporabljali za evropskost, ne? Dobro, ja še evropskost uporabljam, ampak jugozahodno evropskost, ne? Da ne bi rekel špansko. Mersko, evo ga. Ajde, thanks, hvala ti. Zato, ker mene, naprimer, ful spominja na Gojo, no? Na predvsem njegove grafike, no? In se pač ne morem jaz izogniti španskemu melosu tukaj, ne? Ker vse te podobe ali pa ta nek določen body horror poznamo iz zgodovine umetnosti, predvsem preko Goje. In jaz sem tega ful noter videl, ful nekega homaža, no, predvsem v temu. Zanimivo, jaz sem pa tamle napisal ravno v zapiskih, jaz sem se takoj pa na Boša spomnil, ne. Zer ni ravno španski, čeprav je živel v španskem dominionu takrat gor, verjetno čisto naključje, ampak ja, da pa ravno pri sestavljanju teles, pri teh arahnoboju, ne, se pravi, kaj je to, Spider-Boy, kaj smo mu rekli? Ja. Spider-Boy, mama made him a creepy toy. Veš, ja, da je tista igračka, tisti je bilo, tisti me zasanjati grozno. Ampak dobro, no, v glavnem sestavljanje, ne, da imaš ti tam iz rok in nog in sploh tistega obraza, otroškega obraza sred tistih zob, ne, in se takoj spomnil na ta
peklenski del tega triptiha. Mislim, meni je Bosch tipično nemški predstavnik njihove, rečemo temu, šumarske fantazme. Poskušam biti čim bolj jedrnat pa slikovit v tem. Ker nemška ali pa severna renesansa ima zelo hladen ton, sem tako izrazil, in Bosch je meni tu zelo lep primer tega, ampak hkrati je pa ful pomanjšan, predvsem Bosch. Ima ful rad detajle, ne? Tudi Dürer na nek način, ampak Dürer ni grozovit. Medtem ko Španci pa imajo neko določeno mesenost že od štarta. In tale, rečemo, asemblaž teh različnih skupno metanih likov jih spremlja po moje od maorske mešane zgodovine, veš, njihove kompleksne sestavljanke, ne, tega polotoka, do potem rečemo manierizma, ki se je dogajal, tako da v bistvu njihovo in naprej, mislim barok tudi, ko prideš potem do Goje, je zelo, kako ne rečem, taktil, mesen, figurativno močen, ne? In nekako znam vsaj v tej seriji to nekako prepoznati v odnosu do kako se pokrajina prikazuje, kako se horror prikazuje, pa predvsem creature design, ki je namenjen nekako, da te spreleti srhni zaradi tega, kar se njihovim telesom dogaja, ampak kako se to na te projicira. Ne? In to, če enkrat Gojo v živo vidiš, ali pa recimo El Greca, ki je sicer Grk bil, ampak bil španski slikar, kako se to zelo dobro v španski umetnosti zna prenašati onkraj platna. Ja, jaz sem pomislil na Boscha, pomislil zato, ker je Filip II njegova dela pokupil, pa jih zdaj v Pradu so, ne, ravno te. To je ena španska varianta, ampak ja, to je čist laičen. Ne, vse je čist cool, samo veš, Filip II je bil kar aficionado, ne, ampak veš, mislim, da ni Goja, ne Goja, ni pri njemu dela, ampak je, Velázquez, ne, veš, je bil njegov dvorni. Z njegovim pritlikovci, ne. Ja, veš, že to, ne, tako da, če bi šel zastaviti se, koga je imel Filip Rajši, raje, ne, bi rekel, da vsekakor Velázquez, ne, in Velázquez ima zelo drugačen pristop do tega. Ne, Bosch je Nemc, od nule Nemc. Ne. Filip je pa po drugi strani tudi bil malo quirky, weird little fellow. Gle, Habsburg, kaj ne rečem. Ja, se vem. Zdaj smo mi da malo zabredla to. Ja, sorry. Ja. Toliko, da naši poslušalci ne bojo rekli, da nikoli ne slišijo nič o umetnostni zgodovini v našem podcastu. Ja, slišite večkrat. Tako da ja, je kdo hotel še kaj takega posebnega izpostaviti, pač do smo tudi referenc podali, ne, Alien, meni je ta folk horror malo spominjal, ampak zelo daleč na Midsommar, seveda ne, tale dojenček tudi malo tako, oziroma dost stvari tudi seveda na eksorcista, ne, kar je pač tudi povezano z eksorcizmom, in tako naprej. Mogoče je tudi tako, kar se meni zdelo na koncu zanimivo, je, da mu ta Angelo pove, skratka, Vergara, kaj sem rekel, skratka, Padre tu pove, da je on Giacomo. Skratka, da je on bil Giacomo in da mu je v resnici on potem dal ta srebrnik, ki ga on ima, ne. Tako da zdaj ne vem, a zgodba s tem postane bolj logična, meni niti ne, ker ne razumem, zakaj bi mu dal, če ga je rabil, pa on hoče zdaj mu dati. Jaz mislim, da so ga rabili zato, da bi on ga njim predal in da bi ga zato lahko žrtvovali, ampak zakaj točno Vergaro in kak dalje tega pa niso uspeli čisto razložiti. Ampak cel point imajo, da potem s tistim kopijem njega zabodejo. Ja, se je tudi, a veš čas tudi njega išče, ne? Tudi ko ima Elena ta coin, jih ona sploh ne zanima. Oni njega sprašujejo, kje ima Elena coin, namesto da bi do nje šli pa, malo bi en focen dali, pa mislim, ker ti ful je ta sekta nasilna, ne? Tam postreli, pač dajo tem ljudem kovanec okrog vrtu in so kot obsedeni, ne? In grejo in postrelijo pol ljudi, vzame tist kovanc, njih streljajo, nikome ništa, ne? Ampak Elena pa, dokler v restauraciji pol strela na njenega pač fanta, ki se ga je pač treba znebiti, zato ker je tam ubogi Pako pač osamljen in za ženo pač, ki ga nima rada ali kaj, no skratka, ni neke logike, kaj se v resnici dogaja, zakaj ne morajo do tega kovanca
pač priti z isto lahkoto, kot lahko pridejo do vseh drugih. Mislim, da sem bral nekje, ko sem se pripravljal tule, da v enem španskem mediju, ne vem, so bili intervjuji s temi igralci, ne, ko je teh 30 kovancov je precej odmevno in tam je, mislim, da je prav ta igralec, ki igra Vergara, ali on, ali pa Santoro, eden od teh igralcev je prav z nekim obžalovanjem sem začutil, da rekel, ja, škoda, da nismo mogli uporabiti vseh posnetkov iz Jeruzalema, ne? Tam, ko se ona dva naključno srečata. Tako da mogoče, ne vem, pravi, da je šlo za neke druge razloge, ne vem, tudi dovoljenje za snemanje, ali pa, pač, no, skratka, mogoče je tam kaj bolj pojasnjeno, zakaj ravno Vergara in zakaj je on tak poseben, to vse, kar ste zdaj rekli, ne? Zakaj on to ven seka v tem, da je po eni strani nedotakljiv, po drugi strani je pa dobesedno boksarska vreča. Ne? Ja, zelo dobesedno je. Tudi mi je všeč tamle, ko so v tele, pač, a so tam v Siriji, tam na koncu, no? Ker mu najbolj zabavno mi je, ko mu da ključe, pa mu reče, glej ta avto, parkirali smo ga točno pred stražo, policijsko, pač ti moraš tja in s tem avtom iti. The best, rajši bi ga pustili v uni luknji, resno. Takšnih reševalcev noben ne rabi, resno. Skratka, ti se mi je zdelo kar zabavno in duhovito. Aljoša, ti če bi še resli, bi še tam sred Sirije Keren vseko, čakaj malo, no, I want to speak to the manager, pizda. Sam je, ne, ta Sirija je res, mislim, se tudi včasih, vse probam razumeti logično, zakaj scenarij, ne, ker je to Sandro reče v zaporu, da se tudi on skriva pred Santorom, ki ratuje vse bolj moči in celo papeža obvladuje in ne vem, kurijo in ne vem kaj. In se skriva tam, kjer je največ mizerije, zato da se on ne čuti, da ga zakriva mizerija drugih, da ga zakrije. Ne? Ok, razumem, taka zanimiva poanta vse in mu tisti egzorcist rimski, učitelj, ki ga ven vrže iz predavanja, ampak jaz po mojem mislim, da ona dva zelo ohranita stik, ker Vergara je zelo naučen, se to si ti Aljoša rekel, ne, da ima neko izobrazbo, to egzorcistično, ko jo pokaže s to grlico, ne, kar nekaj v roke, pa ne vem, gor in dol. No, skratka, da kako se on kar pojavi v Siriji, ne vem, kar s taksijem je prišel, ali kaj, mislim, ne vem, ok, ne, mislim, ampak če ste vi taka močna organizacija, če hoče pokazati, ne, da je to zdaj ena močna proti drugi močni organizaciji, polje vse to, kar ste zdaj rekli, so tu taki hude jame v plotu, ne, mislim, zakaj pol ne opravite zeleno in pakotom in celo pedraco, mislim, vi lahko mesto pol predstavite v drugo poštno številko, če vam paše, ne, mislim, ne, pol se ne ote sem z 2 Mercedesama pa 3 Škodami pa 1 Kio prepeljali, ne, pol boste, ne vem, z letalonosilko boste pršali, ne. Tako da to so te stvari, so me mal, pa minutaže mislim, da je šlo mal preveč, tudi se strinjam na to Sirijo. Pa se mi zdi veliko enih takih podplotov, ki nikamor niso pelali in so mal zmedeni. No. Tak občutek je. Ja, zelo je bilo tako pogosto, ne, da ko je zgodba rabila, da lik neki ful hiter razume, je takoj vsi, to je res, dajmo se boriti, ko ni, pol smo malo klevali. Mene je bila ena najboljših ta scena, ki pride tale z druge strani ogledala, skratka, Padre pride z druge strani ogledala in hoče, da mu Elena preda kovanec in mu ga seveda hoče dati in vidi na uri, da ima odsev, pa skratka številke so drugače obrnjene tako, kot v ogledalo, to se mi je zdelo tako zelo James Bondovsko, ali je to, a je v James Bondu, ali on prepozna po številkah kako on Golden Finger, ni tako. Ja, v Špeglu ga prepozna. Samo ga prepozna tako, da mu ni, ker je imel, ne v Špeglu, ker je imel vse prste, ker v eni sceni prej Goldfinger Bondu, lutki Bonda odstreli vse prste. Tako nekako, točno, vidiš, ni bila ura, nekje druge očitno. A Man with the Golden Gun. The Man with the Golden Gun. Goldfinger. No, itak to sem mislil. Ura je drugače prominentna v Interstellarju, ampak let's not talk about that. Skratka, pač ona vidi to uro in pač ti si unga odrine, zbeži noter in poli unkar pomaga, ne da bi jo enkrat vprašal, zakaj si ga odrinila, kaj se je zgodilo z uni in unkar ve, to je un z druge strani ogledala. Mislim, tiste ure pa meni, da on ni videl skozi njo in ne vem kaj. Tako da na trenutke sem kar mal pozabili na eno neko pač
logiko, no, pri vsem skupaj. Pustimo to, da pač megla zajame celo mesto in da pač od zunaj, pač očitno je to mestece res popolnoma odrezano od vseh drugih krajev, da tega noben ne vidi 3 dni in da noben ne more, nihče ne more ven iz mesta, ampak telefone še vedno menda imajo, no. V megli še signal pade, stari. Ja, mogoče je bila te vrste megla. Je pa res, da Unista se 14 dni skrivala v katakombah, pol je pa ona prišla ven pa po arhivu iskala z lučko z telefona. Tako da, gledaj, katakombe, ki imajo vtičnice, so vseeno, jaz mislim, da fine katakombe. No? Ja, pa tiste bodegas, ne? Mislim, to je krasno, to me je spomnilo, dejansko, ko on grlico prinese pako, ne? In Elena tam s pištolami in za mizo in okrog so te ogromne, ne vem, a se reče amfora za take ogromne vrče, ali kak drug izraz, ne? Ne, je. Ampak, no, v glavnem, jaz sem takoj pomislil na tisto epizodo Aleksandr Dima, ko se Atos pa njegov služabnik v tisti gostilni zapreta v klet in začneta pit in začneta jesti. In potem gostilničar, ko D'Artagnan končno pride iz Anglije nazaj, ga prosi, če lahko mu pomaga, da ga ven spravi, ker ga bo na kant spravil. Tako da, ne, Atos gostilničar, ja. In sem se spomnil tukaj, da ja, 14 dni, to malo dolgo traje, ne. Mogoče mi pa fino dol, kaj pa vem, ne, špansko vino, veš, olive, gor dol, ne, mogoče malo pata negra, pršutka, ali kaj že imajo, veš, mogoče pa 14 dni se potegnilo, ne, tako da ja, malo zahec, ne. Ja, v takih razmerah tudi karantena ni tako slaba, ne. Super, no, meni se je zdelo, da jaz upam, da smo vseeno prikazali zdaj serijo tako, da tisti, ki ste do zdaj poslušali, mislim, da nismo toliko povedali, pa vseeno, kljub temu, kar smo povedali, sej ta serija ne bazira toliko na nekih blaznih presenečenih v zgodbi, je še kar predvidljiva, so pa pač ti elementi, ki smo jih pohvalili, jaz mislim, da vseeno zelo vredni, da se to pogleda in jaz vseeno upam, da tudi druga sezona bo, da bomo videli pač Merče z tem njenim novim tipom. Mislim, da je to eden od tipov z unih 2 prvih Mercedesov, ne? Da ni to en skije. Ta zgleda, da je kar Jack, no, med tem. Ja, pa še ful je napredoval, ne? Ker v 5. epizodi je bil še Padre, ko tam v Rimu govorijo, ne? Pol se pa Merče, v zadnji epizodi se pa že predstavi kot kardinal, tako da to je en tak strm vzpon, to je en CEO rata, ne? To pač, ja. Glej, to ni kar tako, no, posti pa res po mojem vozi Mercedes. To je tisk, ne bo več imel 30 srebrnikov, ta bo že imel vse na kreditni kartici. 30 kreditov, sezona 2, 30 kreditov. No, skratka, jaz pač upam, da druga sezona vseeno bo, no, mi se bomo veselili, gotovo jo bomo tudi pogledali in smo v Star Trek kotičku, kjer nam je Mito pripravil nekaj, domnevam, da Star Trek epizodov, v kateri jedo pršut in zelo veliko strastno seksajo. Ne, v Star Treku ne jedo mesa, to ne veš. Se veš. Malo sem se glavo razbil, kaj bi zdaj bilo tako religioznega pri Star Treku, pa imaš par epizod, ali so sekte, ali je bockanje za naravo, religije, pa tako naprej, ampak 30 Coins oziroma Monedas niti ni toliko o tem, je nek horor, pa kao ta hudič, naprimer, oziroma antikrist varianta, torej negacija Boga. In ta del v TNG-ju me je najbolj spomnil vsaj na ta aspekt, torej Devil's Due iz 4. sezone, 13. del, kjer planet, ne vem, kjer je XY pokliče Enterprise, fakt, le imamo portrese levo, desno, končno se bo izpolnila 1000-letna prerokba in se bo hudič vrnil nazaj, ne vem, eno njihovo ime. In res se pojavi neka ženska, ki ima full hude special effects, pa povzroča potrese, pa ne vem, kaj levo, desno, in pride do kleša skepse, Picardove, torej Star Trekovske skepse napram tele ženske, ki se predstavlja kot hudič in je v bistvu sodna drama. Zato, ker potegnajo eno tole prerokbo ven, pa neko ustavo, pa pogodbo, ki so jo podpisali kao tile prebivalci planeta 1000 let nazaj in skušajo ugotoviti, kva se dejansko tle dogaja, a je ta ženska hudič ali ni, vmes je kao ena detektivka, pa research v ozadju, ki se ga grejo LaForge pa Dayton v orbiti in je taka špasna, rahlo humorna zadeva.
ni pa ne vem kako poglobljena ali pa kaj tega. Tak čist špasen joke na to, kako se v bistvu lahko vraževeri hitro sprevrže v paniko. Ali pa humor, odvisno kako jemliš. Sam je to zanimivo, okay. Ker v Bibliji, pač pred Novo zavezo, je Satan je v bistvu neke sorte odvetnik, ne? Ja. Je advokat, ni to šele pol prije do enega mrdža Satana, Luciferja, pol če ful kasneje prije do enih demonov, ne? Ja. To, kar mi da te neke koze pa parkli, pa ne vem kaj, je to precej mlada stvar. Tako da mogoče so, ne, če imaš Satana odvetnik, pravnik, ne. Ja, no, se že Pacino pokaže tu, ampak ne, Satan ima v Bibliji tudi kar lep zgodbovni lok, no, moram reči. Od post festum kače do ne pride prava za vse, kar Bog pač si noče roko umazati. Yeah, I guess. Hvala še za to teološko debato. Ni zakaj, anytime, stari, anytime. Skratka, se veselim tega, no, še nekaj časa imam do te epizode TNG-ja. In smo že v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo in Roman, ti si kot gost na vrsti, da nam poveš, kaj lepega si v tej karanteni žanrskega videa pogledal, prebral. Ja, hvala, da si rekel karanteni, ker zadnji čas je res tak bolj elastičen pojem. Ne. Pa bi mu upam. Ja, pa tudi življenje mogoče daje neke druge dinamike, pa tempo nizko sisti, tako da se mogoče malo daljše časovne obdobje. Ja, glej, se gostje imate to, ne nazadnje, se nisi bil gost 3 epizode nazaj, ampak tako, ko si rekel, polovico epizod nazaj, tako da ti imaš, mi smo žal omejeni na tem, kar smo v enem tednu, ker smo žal ostalo v prejšnjem tednu povedali. Tako da hvala, bom izkoristil ta privilegij gosta in odločil sem se, da bi mogoče pa dal malo ta ozir na Španijo, no, na španske zadeve. Prišla je ta zadnja epizoda El Ministerio del Tiempo nedolgo nazaj, ne? To se spomnim kot 6 let nazaj, eno tako precej odmevno zadevo in potovanje v čas in marsikatere zaplete, težave, pa taka lušna zadeva za pogledat. Ni treba neke logike hude iskati v neki fiziki potovanja v čas, ampak konec koncev mogoče niti ni bistveno. Gre pa za neko, ne vem, marsikateri kastiljanec sem ga slišal, neko nostalgijo mu pa zbuja vse na dobre stare čase Habsburga in tako naprej. Ne. Sama serija ni propaganda, sem pravim. Ne. Tako kot Alatriste, ki smo ga že danes omenili, je bil en porast enih genealoških društev in heraldikov in nekaj. No, pol eno stvar sem zanimivo videl, miniserijo je Los Favoritos de Midas, je taka zelo res kapitalizem v svoji razobleki, ne, v neki se kar malo secira zadeva. Mislim, da je po neki predlogi literarni, ki je precej starejša, narejena za ta stvar. Jacka Londona, ja. Ampak je thriller, je krimi, je vse, hkrati je pa upeta v sodobno špansko družbeno gibanje z prav temi protesti, ki so bili in evropskim vrhom in kaj se je dogajalo in se vemo, ne, Španija in korupcija in vse ostalo zadnjih 500 let. Mislim, se nič ne menja. No, skratka, in je taka lušna zgodba, pa tudi mislim, da je lepo odigrano in je miniserija, tako da pač ni nek hud odjemalec časa. Potem se mi je zdelo zabavno moment, pogledal sem ta The Warrior Nun, kar je ubrisana zgodba, ne, kako zdaj nune pa bojevnice, in se mi zdi to hilarious dobro narejeno. Prav taka lušna stvar, ena taka, ne vem, a to je po stripu, ne vem, ne poznamo zadja ali kak strip za tem ali ni, ampak jaz sem se prav zabavil, zadeva je taka, kaj en Beverly Hills na potenco z mal več nasilja in Tarantinovstva in pa še neka zgodba, jasno, spet je Vatikan vsega kriv, ampak glej, ne, pač kaj se pa grejo, ne, vse. Potem je pa tu še, ker je letos 500. obletnica zajetja Tenochtitlana, sem tudi pogledal ta Hernan, prvo sezono, ki je neka serija o tem konkistadorju, ne, Hernan Cortés. Pričakoval sem killer. Ja, pričakoval sem tako, ne, ali ful neko zgodovinsko whitewashanje, ali pa da totalno demoniziranje.
Ampak sem tako nekako videl, da gre za en lušen pristop z velik menjanja skakanja po timelineu in je zato malo zmeda. Lušno posneto v smislu video doživetja in v prvi sezoni je pač tako, glej, ne, good guys, bad guys, to je zelo tako, ja, oni pridejo, točno se ve, kaj hočejo, ti kot gledalec točno veš, da ajde, me prav zanima, sem si rekel, prav me zanima, kako bo je zdaj probal konkistadorje oprati, ajde, ne, show me, impress me, ne. No in ne bom zdaj povedal, ampak ne, na koncu vsi so krvavi. Mislim, there are no good guys, they're just, tukaj se reče, sem živi pa mrtvi so, ne. Kar je zanimiv pristop, bomo videli, kaj bo druga sezona. No in na koncu še ena stvar, ki je pa ni španska, me je pa impresionirala s pristopom, je pa Romulus. Mislim, da je italijanska produkcija, če sem prav razumel. Jasno, gre za pač to, kako Rim nastane in tako naprej, ampak zadeva je postavljena v tako eno lušno, bronastodobno okolje in to, kar me je pa sezulo, je bila pa protolatinščina. Ne. Dejansko so govorili protolatinsko, sicer jaz ne vem, če so pravilno govorili, ampak tisto, kar malega se spomnim iz klasične filologije, študija pa je in jaz sem užival v tem, ravno tem enem pristopu. No. Tako to, kar se pa knjig tiče, pa žanrsko priporočam The Screwtape Letters, to je ena stvar, ki bi jo človek lahko na vsake toliko v roke vzel pa bral. V slovenščini je prevedeno Pismo izkušenega hudiča, pa niti ne toliko dolg nazaj prevedeno, se mi zdi. In pa najdel sem The Devil's Dictionary, ki je pa dejansko kot neki hudičev leksikon s pojmi in razlagami, recimo kot, ne vem, takimi precej ciničnimi, kot recimo The Ocean, ne, pa pravi, ja, to je 2/3 sveta, ki ga je Bog ustvaril za človeka, ki nima plavuti. Ne. In na take stvari. Je pa, ne, če sem pa pravilno prebral, je pa se stvar začela tam nekje v 80 letih 19. stoletja skupaj dajati, tako da je tam kar precej takih kar rasističnih, ki so mogoče takrat v Ameriki, stvar je ameriška, takrat veljale za ok, sploh za drugačne barve polti in tako naprej, ampak ki danes pa enostavno sploh se ne bomo pogovarjali o tem, ampak hočem reči, tega je tudi precej noter. Tako da ja, to bi mogoče bilo z moje strani. Nice. No super. Posebej je super, ker to je bilo res kar nekaj teh evropskih produkcij, jaz sem za ene stvari slišal, ene stvari smo delili tu na naših omrežjih, tale za tega Midasa se namreč spomnim, da smo trailer delili, ampak nisem pa pogledal in tole pa slišati, kar zanimivo. Kar moram pogledati, to That's My Shit. Mi to ima rad, ko so samo živi ali pa mrtvi. That's My Shit, tako. Skratka, na vrsti je Igor, ki je uspel nekaj pogledati v zadnjem tednu, par stvari. Igor? Ja, torej najprej sem dokončal eno knjigo, My Best Friend's Exorcism, pa se mi zdi, da kar lepo se vklopi tu not. In sicer gre za knjigo Gradyja Hendrixa, ki sem že pred par tedni, meseci, hvalil njegovo knjigo tale Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. In tole je v bistvu dost povezana zadeva. Dogaja se v istem kraju, samo da tukaj o najstnicah, ki se ena od njiju postane, dve prijateljice sta, ena od njiju jo obsede nek demon in se pač grozne stvari dogajajo. Point je pa večino knjige, kako ne smeš zaupati odraslim, ker kakor hitro tale glavna junakinja proba pomagati svoji prijateljici, tako da pove njenim staršem ali pa svojim staršem ali pa učiteljem, da pač nekaj čudnega se dogaja, a bi kdo lahko pomagal. Vse stvari slabše končajo za njo. Potem si najde enega nabildanega eksorcista, ki imajo neki Bible show, kak ti Bog pomaga, da si bolj mišičast in močen. Mislim, prav res zabavni liki so not. In na koncu premaga tega demona na ful dober način, ki ga ne bom spoilal, zdaj, če bi kdo bral, ampak vključuje Phila Collinsa. Zdaj mislim, da sem dovolj povedal. Skratka, priporočam, lušna zadeva, je pa Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires bistveno boljši, ker je bolj kompleksna štorija, pa
tole pač se obada s tem, da najstniki imajo probleme z odraslimi, tam pa imaš ful več teh družbeno-kritičnih stvari not. Pogledal sem do konca serijo Vse punce mojega brata, Vojo Original, slovenska zadeva, Vit in Domen Valič sta glavna igralca, poleg Beti Strgar in Ajde Smrekar. In je pa v bistvu, po mojem, najboljši slovenski sitcom. Dok nisem tega videl, sem pač bil mnenja, da je v dvoje, ki je tudi Vojotov, ki ga je Marčetič naredil najboljši, ampak tole je dejansko malo boljši. Pa Marčetič je tudi not. Igra psihopata, ki daje oglase, da išče cimra in potem pač proba ubiti ljudi in pokazati nože. Se pa sploh ne igra, ni težko. Ne, Marčetič nima nekega razpona, igralskega, ki pač ni igralec, ampak zna to zelo vredo izvesti. Pač zadeva je pa drugače, pač taka dosti situacijska komedija, dva brata, ki skupaj živita, pa ta starejši proba prepričati drugega, da bi šel ven, da bo ta s punco lahko imela flat, on pa pač celo sezono išče, bolj manj kje bi lahko bil z raznimi čudaki živel, ali kak bi se to zmenili, hkrati pa položi vse punce, ki grejo mimo, ker pač Vid Valič igra na to persono. In jaz sicer nisem kaj dosti njegovih stand-upov gledal, ampak se mi je vedno zdelo tak malo cringy, ampak tule je pa res super. Pa celo zadevo je režiral Jani Virk, ki je naredil tisti doku za HBO o raketnem programu jugoslovanskem. Houston, we have a problem. Je, to. Tako da ja, ful dobro narejeno, ful priporočam. Pol prve epizode na YouTubeu, ostale pa na Voju. In popolno razočaranje je pa bilo Coming to America, zdržal sem 20 minut, to je nadaljevanje Princ iz Zamunde. Ne, ni gledljivo. Mislim, Eddie Murphy je najel ene ljudi, da je ta film nastal. Prvi film je bil Murphy scenarist in je bil z pač srcem v tem liku in to. Tukaj pa ni bil scenarist, ampak je bilo a bunch of white guys in on mal je tam v filmu, pa Arsenio je v filmu. Aha. Pa James Earl Jones je v filmu, pač so tam. Pa po 20 minutah ti je malo dolg čas, pa tak moj racist vse skupaj, ali se sam meni zdelo, ne vem, tak vsekakor pa ni smešno. Tako da, ja, okay. Prav. Mislim, Amazon, kjer je ta film na voljo, ima tudi Coming to America izvirnik, ki nima dve v imenu. In je tisti film še vedno v redu in lahko čist mirno, namesto da tega novega klikneš, malo dvakrat levo, pa onega klikneš, pa imaš 2 uri, se fajn. Da, ja. Okay. Hvala za to deziluzijo. Jaz bi sam hotel sam reči, ne vem, če si mislim, da nisi pravega imena povedal. Žiga Virc je režiser Houston, We Have a Problem. Tako da domnevam, da je tudi on tega, da si tole mislil. Mito, kaj si ti pogledal v tem tednu, kar se nismo videli, slišali? Zaključil sem Krono, 4. sezono. It's good. Priporočam vsem, mislim, da je torej 3. pa 4. z Olivijo Colman zelo dvignil naše lestvico vsej tem zgodbovnim lokom, pa pripovedovanju, pa konceptualizaciji te serije. No, tako da je res na koncu zelo visoko postavljena letvica tudi za novo zasedbo, ki prihaja v 5. pa 6. sezoni. Tako da ja, za britanofile je to skoraj da musno. Sicer nisem britanofil, ampak sem isto užival v tem.
pa pogledal sem en kratek dokumentarec na Netflixu, kako smo prej rekli, Age of Samurai, tako, če kdo to želi pogledati, that's my shit. Ni ne vem kako dober, ampak je pa špasen, če si niponofil, tako izrazil. Ja. Še bolj me je pa navdušil, če si torej amerikanofilska zadeva Nomadland, ki je nominiran za najboljši film od Chloe Zhao in to je pa res the best film. No. Kapo dol. In pristopu, in režiji, in fotografiji. Takšen feeling sem imel, kot da gledam full manj nadutega Terence Malicka, zmešanega z italijanskim realizmom, ker noter nastopajo full naturščki z svojimi lastnimi imeni. Frances McDormand je izjemna, zgodba je pa osnovno ameriška, ampak sodobno ameriška, v tem smislu, da se gre o propadu iluzije kapitalizma, ki je v Ameriki toliko bolj korenit pa globok, kot pa ga pač mi lahko beremo ali pa doživljamo. Vsaj film se mi zdi, da skuša to pokazati, zato ker se zelo osredotoči na izkušnjo posameznika in na življenje, ki ga ta posameznik dal skozi, in to izkušnjo zgolj ameriška pokrajina lahko požere. Nikjer drugje se ne more zasidrati, zgolj tam lahko biva. Kot nomad v tej midwestern planjavi, in je izjemen film. Okay. Ja. To je bil čudovit uvod v napoved, da vam kar povem, da smo zmenjeni s Flimflorkami, da posnamemo posebno specialno epizodo o Oskarjih, in jaz že imam nek občutek, na kateri film bo Mito stavil, da dobi Oskarja za najboljši čakaj, film. Moram še pogledati ostale, ampak ta je res dober, Ja, no, zdaj to si tako opisal, kot da je najboljši film ne samo letošnjega leta, ampak skoraj ever. Jaz imam svoje preference, pa naprimer Malicka na zadnjem Lifu sem jaz zelo čistla, vem, da ga dost folka ni, meni je ta način pristopa všeč, tako da nisem vedno, ne zadanem vedno, ampak zdale se mi pa zdi glede na letošnjo produkcijo, koliko sem je do zdaj videl, super, pa v zadnjih 3 letih, ki sem gledal, mi je med top 10. No. Evo, tako. No, super, skratka, jaz še ga nisem, jaz ga bom ta vikend in se zelo veselim, definitivno pa skratka vabljeni že k temu, da nas proti koncu aprila, mislim, da je nekje okrog 25. So Oskarji, podelitev v noči iz nedelje na ponedeljek. Mi bomo podcast objavili par dni prej, na njem bomo tudi stavili, tako kot zadnja leta zmeri, in vsaj jaz bom v živo poročal z Oskarjev z našega Twitter profila Podcastobot, tako da ste že vabljeni na ta vele dogodek. Jaz sem se že tisti ponedeljek namreč vzel za dopust, tako da sem že vnaprej pripravljen na tole doživetje. Ki se daje za vas, veš. No, jaz sem se dal za vas tudi, tako da sem pogledal do konca 3. sezono Sinnerja, lahko zdaj poročam. Jaz sem res, ko sem prvi 2 sezoni videl, sem imel zelo velik namen, da Mitota in Igorja prisilim k temu, da pogledata in da imamo epizodo o tem, ampak 3. sezona je pa toliko slaba, da je res, nimam več besed za to, kako to opisati. 3. sezona gre res v nek poskus pač tega nekega filozofskega umora, ali kako bi človek rekel, skratka neka dva kolega sta, ki sta nihilista, ki sta ničejanca, ki eden mu napiše na poslu gor übermensch in tako. In pol seveda je ta umor, je pač naslednja, ne vem, logična stopnja, da pridete na on stran dobrega in zla in tako. Ampak to je tok prisiljeno. Glavni junak postane tok nerazumen, tok neracionalen. Ta primer pade na vsaki točki, pade na sodišču, ker je toliko enih napak noter, procesnih, detektiv se kar druži s tem osumljencem, to je res toliko slabo. Samo malo, to je ful podobno kot Rope Hitchcockov, samo da raztegnjeno čist preveč. Ja, pač pa postane zelo kot stranska zgodba v Big Lebowski z onimi tipi, veš, nihilisti. Where's the money, Lebowski? Mene v resnici malo spominja na Hannibala.
tako, kak je, ta serija gre tako daleč, kot je šel Hannibal, kjer je ta fascinacija glavnega detektiva z zločinom, pa z tem, z motivi, zakaj nekdo nekaj naredi, pa z lastno travmo, toliko pretirana, da on se pač že v njem identificira in nekaj. This is my design. Pač, ja, res je slabo. Tako da, če bo 4. sezona to res popravila in vrnila na raven prve, druge, se lahko pogovarjamo, drugače pa pač tole me res razočaralo in komaj sem pogledal do konca, ker sem bil že res siten, plus te zgodbene luknje, kjer glavni junak unesposobi tega storilca, da on pade po tleh, pištola pade tako 2 metra stran, potem pa on zbeži ven iz bajte v gost, on mu sledi, ga udari, pospravi pištolo in ga udari z neko drvo, on ga odrine, zbeži nazaj v bajto in tam poišče pištolo v neki škatli in si tako, ja, ljubi Bog, razumem, da si v paniki, v strahu, ampak tako se racionalni ljudje ne obnašajo. No. Če si v paniki. Skratka, res grozno. Dobro. Zdaj malo zveniš. Paniki, ko sem to gledal. Malo zveniš, kot da ti si bil že 30-krat najmanj v takem položaju, pa nikoli ni šel nazaj v bajto. Vedno si vedel, kje še najti kako dodatno pištolo. Je normalno. Jaz za vse svoje pištole vem, ker nimam dobene, tako da. To je tisti joke na email do Markos, ne, kaj nekdo reče, da 5 pištolov iskat, ker sem skril škatlo za tvojih čevljev. Okay, cool. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 82. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Roman, Spider-Boy, Bučank, Mito, satanistični zdravstveni inšpektor, Igor, prevelik ali premali Hart. In Aljoša, zakaj ji ne dajo en foc na Harlamo. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov, mi se še vedno čuvamo, upamo, da se vi tudi, upamo, da se vidimo na drugem koncu tega tunela. S tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje. Skratka, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam tudi kakšno ceno na Apple Podcasts, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh priča temu, kako krava povrže človeškega otroka, se kljub karanteni odpravite čim dlje stran, res čim dlje stran, brez premisleka, takoj, sabo vzemite le najnujnejše, pasport, telefon in slušalke, da boste lahko poslušali podcast Obod, mogoče še glavnik in se dobimo v Zanzibarju. Mi lahko to snemamo kjerkoli, pravzaprav bi mogoče celo raje tam, dojenčki iz teleta gor ali dol. Iz teleta, iz krave. Kako sem pa zdaj to iz... Dojenčki iz teleta, to pa Aljoša, to si pa ne bomo tako. Evo, to je abominacija. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast skajemo bot brez pikic umestja, delimo rajcere, prikolice, druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanje, pripombe, komentarje, biblične verze, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 82. epizoda, 26. special iz karantene, mi pa se znova poslušamo v 83. epizodi, čez manj kot teden dni najbrž, ko naj bi govorili o, ne boste verjeli, Snyderjevem odrezu Lige pravičnih. Ja, prav ste slišali, šli bomo tja in preverili bomo, kako globoka je ta luknja. Obodovke in obodovci, do takrat pa nam le ostanite zdravi in se znova poslušamo. Lahko noč. Buenas tardes. Hasta la próxima.